sem Petra in se bom dotaknila teme povezovanja skupnosti na festivalih Gledališča Zatiranih. Se pravi, govorila bom o nefestivalu. Zdaj, nefestival je nekajdnevno kreativno in izobraževalno srečanje slovenskih in tujih ustvarjalcev ter hkrati tudi ljubiteljev metodologije Gledališča Zatiranih. Poteka od leta 2013 v Gornjem Gradu na različnih lokacijah. Posebnost je, da je majhna skupnost, približno recimo lahko 100 udeležencev ali tudi manj. Zdaj neko skupno točko predstavlja tudi hiša, kjer se zbere, kjer se skupaj obeduje. Tako da je res nek vtis nekega vzpostavitelja določene družine. Zdaj, zakaj sem izbrala to temo? Sama sem zadnje 2 leti sem bila udeleženka na nefestivalu. Predtem sem se že srečala z Gledališčem Zatiranih predvsem na delavnicah in na forumskih predstavah. Ampak je v bistvu nefestival spremenil in nekako poglobil moje razumevanje same metodologije. In kar me je toliko fasciniralo, je bilo vedno vprašanje, zakaj pravzaprav na nefestivalu, ki metodologija Gledališča Zatiranih daje nek zunanji okvir, je zmožno, da pride res do povezave med ljudmi, ki se pač ne poznajo, in da ta odprtost za drugega ustvari neko možnost transformacije. In v iskanju odgovora sem se nekako navezala na letošnji nefestival, ki se je začel z enim krajšo diskusijo, pred samo uradno otvoritvijo z naslovom The Role of Theatre in Political Processes, se pravi vloga gledališča v političnih procesih. Tu se smo predvsem spraševali, v bistvu ne samo spraševali, ampak podelili neke lastne izkušnje in skrbi glede prihodnosti oziroma potencialnosti gledališča, sploh v političnih akcijah. In v spredju sta bili 2 vprašanji, kako gledališče prispeva k političnemu aktiviranju in kako lahko ljudi inspirira, da stopijo izven nekih ustaljenih norm, ki pač izvirajo iz hierarhičnih razmerij. Zdaj, vsa ta vprašanja so me nekako frustrirala in navdihovala in sem se z njimi ukvarjala tekom festivala, se z njimi pogovarjala z ostalimi soudeleženci, in ti pogovori so bili zelo zanimivi, prisilili so pa me, da sem nekako naredila nek detur, se odmaknila od vseh teh teoretičnih izhodišč in se nekako povrnila k samemu bistvu gledališča, ki je zame ta prisotnost, dobesedno prisotnost biti, na katero se sklicujem kot na potencialnost. Zdaj, v ozadju tega prepraševanja je pa hkrati tudi zelo odmeval en stavek, ki je bil izgovorjen na tem pogovoru, in sicer, the context is something that makes it radical. In to je tisti znanstveni del, ki ne more opustiti iskanja resnice v nekih diskurzih, mogoče. Potencial, o katerem govorim in ga postavim nekako skupaj s transformacijo, ne pač kot opozicija, ampak potencial pomeni moč ali silo, kasneje pa dobi nek predrugačen pomen in sicer zmožnost biti ali postati. Potencialnost sama je pa stanje potenciala, je pomen biti brez dejanskosti, biti tu, biti prisoten. Zdaj, kar se mi zdi pomembno, je to, da je nefestival zgrajen na podlagi tehnike in metodologije Gledališča Zatiranih in da vključuje posameznika celostno, se pravi ne samo komunikacija prek jezika, ampak prek celotnega telesa, prek vseh čutov, ritma, dihanja, pogleda. V spredju je čuteče človeško telo, ki stopa v interakcije z ostalimi človeškimi telesi. Pomembno se mi zdi tudi to, da ni potrebno za udeleženca poznavanje nekih natančnih Boalovih izhodišč, ampak je dovolj, da pozna etični princip Gledališča Zatiranih, ki je, da je pomembno, da ni mogoče ničesar storiti brez vednosti, zakaj se je zgodilo in komu se je zgodilo,
in tudi temu, da vsaki akciji, vsakemu dejanju v gledališču sledi skupna refleksija. Zakaj se mi zdi pomembno izpostaviti telesne tehnike? Je to zato, ker vstopajo telesa v takšno komunikacijo in dialog in tako samo gledališče poudarja, da je dialog bistvo, kajti tam, kjer je monolog, je represija. In fascinantno se mi zdi vprašanje, kako stopamo v dialog in kako ta dialog sploh zaobjeti, kako ga pač sploh opisati. In prek nekega raziskovanja sem prišla do dveh pogojev, ki se mi zdijo sta ključna. Prvi je to utelešenost v lastnem telesu, drugi pogoj pa je zmožnost zapuščanja tega znanega telesa in približevanje heterogenemu skupnostnemu telesu in s tem tudi soobčutenju. Ampak zopet je bilo vprašanje, ampak kako? Odgovor sem iskala tudi v antropologiji gledališča, kjer se pač raziskuje in poudarja neko praizrazno obnašanje človeka v gledališki predstavi. Zdaj, Eugenio Barba loči vsakdanje in nevsakdanje tehnike telesa v gledališču. Vsakdanje tehnike so predvsem ta naša utelešenost, ki pa ni zavestna. Naše telo je tudi tekst, smo neka rezultanta sil vpetosti v ideologijo, družbo, družino, poklicne, karkoli sporočamo, ne da bi se zavedali. In kot udeleženci vstopimo v skupnost, s tem prinašamo tudi sporočila, ki se jih ne zavedamo. Ampak kar se mi zdi pomembno, je pa to, da z tehnikami, s pomočjo le-teh, lahko telo na drugačen način spravimo v gibanju in interakciji. In s tem se mi zdi, da so igralci, kaj je za njih značilno, s temi nevsakdanjimi tehnikami, da so živo prisotni, ne reprezentirajo, ni telo označevalec, ampak je nekaj abstraktnega, splošnega, neka prisotnost. Se pravi to, kar imenujem potencialnost. In fizično gledališče je zame gledališče potenciala in to je nekaj, kar sem se mogla skozi opominjati pri raziskovanju vprašanja, kaj je sploh gledališče. Zdaj, zakaj sem izpostavila transformacijo? Ker je pač ena izmed ključnih komponent gledališča zatiranih. In res je, sama transformacija, preoblikovanje posameznika se tudi ne more zgoditi s pomočjo oziroma brez drugega, brez skupnosti, kajti transe iti tudi preko sebe. Ampak vedno se mi zdi zanimivo, ko me recimo nekdo vpraša, kako je na festivalu, zakaj me to pritegne, kaj se tam dogaja. Zelo lahko to razložim prek nekega koncepta transformacije, ki vsebuje ta čas, kjer se predvsem razgalja preteklost in prihodnost, kjer jaz lahko povem, kako je mene osebno transformiralo gledališče. Ampak zelo težko pa z besedami zaobjamem ta potencial. In vsake besede se mi zdi nekako tako premalo, ki bi lahko rekla temu magično, ampak potem se zatekam k temu, kot je recimo da razširim neke lastne zaznave, da se znajdem v neravnovesju, da ne vem, kje se končajo moje meje, kje se začnejo meje drugega, kje je ta energija, ki me prisili, da se gibljam. Pač težko mi je v bistvu to biti prisoten tam, opisati z besedami. Tako da sem se potem nekako potem se vedno zatečem k pojasnjevanju festivala transformacij, ampak tudi poudarim to, da kako je pomembno, da se v neki manjši medkulturni skupnosti smo se sposobni odpreti za drugega, ampak biti hkrati tam res prisotni v trenutku in popustiti, biti naenkrat odsotni, se oddaljiti od samega sebe in preko tega se nekako zopet povrniti k sebi. In to zavedanje, da se na tak način z gledališčem na tisoče ljudi po svetu ukvarja, to je tisto, kar se mi zdi magično, kar v sebi nosi potencial. Zdaj, se pravi, poudarek je na tej sedanjosti, sedanjosti, ki vsebuje kontinuirano produkcijo novih možnosti
ki ne zahtevajo realizacije, ampak imajo vseeno svojo lastno vrednost in učinke. Zdaj, doživljanje te prisotnosti je tudi težko, ne? In recimo, če izhajam iz svojih izkušenj, se je tudi zgodilo letos na določeni delavnici, da smo vsi z udeleženci prišli do trenutka, ko smo si želeli nekih trenutnih, takojšnjih sprememb. Ampak to ne gre, ne? V tistem trenutku si lahko samo tam, drug za drugega. Ampak je zanimivo, kako lahko vidiš frustracijo pri sebi, pri drugih, se o tem pogovarjaš in potem ugotoviš, da če se povrneš k tehnikam, zgolj k metodologiji, lahko vzdržiš v tej frustraciji, da pač v tem trenutku, v sedanjosti ne boš spremenil sveta. In je to nekako, se mi zdi zelo pomembno, da se skupnost, ne, zaveda, da je tukaj zdaj in to je način bivanja, ne, brez dejanskosti, brez trenutne transformacije. Pač to pride kasneje in je čist pač v redu. Tako da, ja, tako sem nekako potem končala s tem, da sem dala vrednost potencialnosti, ampak kljub temu mi je v ozadju odmeval ta stavek, the context is something that makes it radical. In potem sem poskušala dati to v kontekst s pomočjo nemškega sociologa, sodobnega Hartmut Rosa, ki mi je ljub, zato ker se ubada s stanjem demokracije v današnji sodobni družbi, ampak on moderno družbo opredeljuje kot tisto, za katero je značilen pospešek, acceleration. In to je nenehna potreba po rasti in inovaciji. In taka družba, ne, za svojo lastno ohranjanje strukture potrebuje nenehno dinamičnost. Zdaj, ta pospešek, ne, ni samo na področju tehnologije, ampak je zasidral v vse pore človeškega življenja. Tudi na področju pač medsebojnih odnosov in področje časa, na primer, ne. In to se predvsem vidi, ko smo nenehno v pomanjkanju časa, ko nenehno se občutimo slabo, da mogoče nam čas zmanjšuje, ko se z različnimi napravami in aplikacijami trudimo, ne, kako bi čim več časa prihranili. In zopet se mi zdi to neko to dojemanje čistega linearnega časa, ki ga hočemo osvojiti. Zato se mi zdi res tako briljanten način, kako Rosa postavi kot radikalno držo resonanco, ne. Se pravi, če smo zaradi tega pomanjkanja časa, nenehnega občutka krivde, oddaljeni drug od drugega, alienirani, potem je resonanca tista, ki nas iz stanja, ki nas zopet nagovarja, ki od nas zahteva, da smo tu, da smo v afektu, mogoče ganjeni, emovereni, se oddaljimo od sebe. In tako, ne, on trdi, da nas resonanca tudi transformira. Čeprav se jaz tu malo v bistvu odmaknem od njega, kar ti potencialno sločim od transformacije, se mi zdi Rosa res eden izmed znanstvenikov, ki lahko lepo zaokroži in da prednost gledališču. No. Ampak ja, še enkrat, ne, v bistvu Črne festivala je zame ravno to doživetje, kjer posameznik skupaj sobiva, soobčuti, soustvarja v skupnosti, v sedanjem trenutku, ki je nabita z neskončno potencialnimi možnostmi.